Lepo pozdravljeni v tokratnem preletu tedna, v katerem vas bomo popeljali skozi aktualno dogajanje iz naše regije. V Hajdini so v novem naselju pošle skoraj vse hiše, ki jih je zgradil investitor, kar pomeni, da zanimanje za bivanje v tem okolju očitno ne pojenja. No, v Majšperku pa so ob odprtju razstavnega prostora Tapet, umetniškega ateljeja in akademije pripravili prav posebno modno revijo. Oblačila so nastala kar iz tapet. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so obeležili Svetovni dan ledvic in opozorili na pomen skrbi za zdravje. Na predvečer Gregorjevega pa so otroci po potoku spustili gregorčke in tako simbolično pozdravili prihod pomladi. No, v občini Hoče - Slivnica pa so posadili 100 medovitih srebrnolistnih lip, s čimer so prispevali k ohranjanju narave in podpori čebelam. Vse hiše, ki so bile v zadnjih letih zgrajene strani investitorja AP Projekt ob občinski stavbi na Hajdini, so že prodane. Lokacija se je izkazala za izjemno privlačno, saj ponuja mirno bivalno okolje, hkrati pa je blizu mesta in avtocestnega priključka, kar močno povečuje njen potencial. Druga je tudi strateška lega Hajdine, kajti smo neposredna bližina avtoceste, tako da imaš neposredno tukaj Ptuj, Maribor, Graz, Ljubljano, Zagreb, kar je zelo pomembno. Tretjo pa je tudi, mi smo pred leti sprejeli na osnovi predloga naše komisije za mlade neko usmeritev, da bomo mladim pomagali. In v okviru tega smo tudi nekako spostavili en sistem subvencionirana komunalnega prispevka in 50% dobijo mlade družine, mladih, ki so pa pod 35, pa 40%. In to je tudi ena od tistih, bi rekel, zadev, ki je nekako spodbudila naše mlade, da tukaj ostajajo. Nam je to v interesu. Mislim, da razvoj naše občine ni domač samo nam, ki tu živimo, ampak tudi naši bližnji in pa tudi daljne okolice. Avtocesta bližina je definitivno razlog, da privabljamo mlade, ker danes vemo, da služba ni samo v svoji občini ali pa bližnji okolici, da se vozijo mladi in v Avstrijo in v Ljubljano, tako da dostopnost v vsakem primeru. Lokacija, jasno, od rojstva v te občine, nam je všeč, verjetno tudi tem, ki prihajajo in seveda nas kot občane zelo veseli. Gre za največjo naselje v občini, kjer je do zdaj zraslo več 10 stanovanjskih hiš, v prihodnjih mesecih pa jih bo še nekaj. Gradnja, ki je neposredno pred poslovno-stanovanjskim centrom, tukaj nastaja 51 stanovanjskih enot, to pomeni poprečno 100 odraslih in 100 otrok in seveda smo veseli, da se to pri nas dogaja. Ob tem pa moram reči tudi to, da bo povzročilo nekatere druge probleme, kajti širiti bomo morali vrtec, ampak na to smo že pripravljeni. Glede same gradnje pa moram reči, da res je bil velik interes, v štartu mogoče ni izgledalo, da bo takoj prodano, sedaj pa vse, kar se zgradi, je sproti prodano in tudi tisti deli parcel, ki so zdaj v pripravi, so že nekako zakupljeni. To pomeni tukaj za mano stanovanjski kompleks. Sicer nam bo to verjetno v občini povzročalo nekaj v narekovajih težavic, vrtec bomo mogli širiti, šolo bomo mogli širiti, še kakšno športno dvorano, ampak to so vse investicije, ki nas občane veselijo. Moram reči, večini zelo zadovoljni z napredkom občine, pa srčno upam, da se bo to v tej smeri še nadaljevalo tudi v bodoče. Skupaj bo na tej lokaciji zgrajenih 51 stanovanjskih hiš, več kot polovica jih je že dokončanih in prodanih. Na Hajdini si sicer želijo še več takšnih investicij, vendar prostorski načrt takšnih večjih območij za novogradnje trenutno ne predvideva. Ja, v času sprememb občinskega prostorskega načrta smo ne samo tukaj v poslovno-stanovanjskem centru, ampak tudi po vaseh nekako primerno zagotovili možnost stanovanjske gradnje. To se zdaj tudi izvaja, zato naši občani, predvsem mladi, tukaj gradijo, pa tudi od drugod se priseljujejo. Zdaj tudi, ko spreminjamo, zdaj imamo že približno 100 vlog za spremembo obstoječega prostorskega akta, prav tako načrtujemo stanovanjsko gradnjo po vseh delih naše občine.
Toni Hamler je umetnik v dekoraciji sten, ki je pred leti, ko se je vrnil iz Nemčije, pokazal prve obleke, narejene iz prestižnih tapet. Sprva zato, da bi pritegnil pozornost do svojih izdelkov, a iz tega se je razvila umetnost. 2014 smo imeli prvo revijo, ko je bilo predstavljeno marketing tehnično naša stroka in sem rekel, želim biti drugačen kot vsi drugi in sem kreiral prve kreacije. Danes, toliko let naprej, smo 12-14 revij že imeli in se zadnjem leti tako dolgo spravilo, da smo v Monte Carlo, Livigno, saposod Avarde dobili za najlepše obleke sveta. In gradimo na tem dalje in želimo še bolj zboriti modno pisto in ljudem pokazati, da ni samo stena, tudi lepe obleke. In obleke, ki so nastale od leta 2014 do danes, so pokazali na reviji ob odprtju njegovih prostorov na Bregu v občini Majšperk. Jaz mislim, da je bilo zadnji čas, da smo iz tega fabrike, ko je tu samevala ogromno let, spet življenje vpihnili noter s ciljem nekaj posebnega na svetu tu ustvariti, z osebne svoji akademiji, za mojim nemškim diplomiranim znanjem in toliko let izkušenj. V opuščeni zgradbi, kjer je bila nekoč tovarna volnenih izdelkov, ima zdaj razstavni salon, tapet, umetniški atelje in akademijo. V svoji stroki namreč želi izučiti mladi kader, saj pri nas dekoriranje sten skorajda izumira. Da imamo dovolj potencial za naše projekte internacionalno, neke normalne hiše, rezidence INTT, to se menimo tudi za največje luksus jahte na svetu, nad 70 pa 100 metrov. Tu ima poleg ostalega tudi logistični center, delavnice in tam, kjer so hodile tokrat manekenke v oblekah iz tapet, veliko produkcijsko stezo za jahte. Mnogi se bodo spomnili tega objekta ali pa te lokacije predvsem v preteklih letih, ko smo kot občina tukaj tudi pripravljali razstave likovnih del in vabili sem umetnike od marsikje. No, danes pa smo priča otvoritvi ene, po mojem mnenju, zagotovo uspešne poslovne zgodbe, ki jo je k nam v občino Majšperk, konkretno sem na Breg, pripeljal Toni Hamler, ki se je z tem objektom kar konkretno zavezal v smislu razvoja konkretno tega kraja in jasno dejavnosti. Župan še meni, da gre za nadpovprečno vizionarsko zgodbo in pravi, da bo vse to oživilo nekdanjo tovarno in celotno območje. Toni Hamler pa razlaga, kakšna umetnost se kaže še pri njegovih tapetah. Obdelamo še z poslikavami, obdelamo jih z kristalami kot Swarovski in čist posebni dizajn, kot si tudi stranke zaželijo. Drugo, kar pa je zelo pomembno, da ni samo tapete. Mi kot master dekoraterji in umetniki, mi kreiramo stanovanje, hiše in hotele in poslovne projekte, da so drugačni. Tukaj smo v enem prostoru, ko je akvarij pod morjem. In takšne stvari delamo mi internacionalno in ljudi stojijo v vrste in to mi je želja. Več urediti, usresničiti, vesele narediti ljudi, da dobijo nekaj, kot drugače ne moreš kar pri vsakem dobiti. In vse to po novem na Bregu v občini Majšperk, kjer so bila tokrat v ospredju njegova oblačila iz prestižnih tapet in z veliko Hamlerjeve neustavljive domišljije. Svetovni dan ledvic, ki ga obeležujemo vsak drugi četrtek v marcu, so obeležili tudi v UKC Maribor. Gre za zelo pomemben dan osveščanja, kaj ledvice, ki v našem telesu seveda delajo za nas, počno. Zavedamo se danes, da je slogan "Počasnimo starost, pa ob tem skrbimo na ledvice" zelo pomemben, kajti če ledvičke ne bomo skrbeli na dolgi rok, bomo se hitreje postarali in z starostjo bomo deležni takšnih in drugačnih nevšečnosti, predvsem mislimo o drugih bolezni, tisti, ki so zelo dramatične, kot so srčno-žilne bolezni. Ledvična bolezen je pogosto prisotna, zato je pomembno, da jo odkrijemo čim prej. Poudaril je tudi, kaj lahko storimo sami. Vprašamo se, ali ima kakšne znake, ki nam kaže na to, da bolehamo za ledvično bolezen. Žal ne. Ta ledvična bolezen je v prvi fazi zelo tiha, sploh ne vemo, da vam karkoli se dogaja v telesu, zato seveda delamo takšne akcije kot danes,
da vas osvestimo, da mogoče z oddajo krvi in oddajo urina lahko hitro ugotovimo, ali so vaše ledvice morda že v kakšni izmed stopenj kronične okvare. Obstaja več dejavnikov, ki pomembno vplivajo na zdravje ledvic. Škoduje nam visok krvni tlak, o katerem dosti govorimo in dosti znamo narediti. Govorimo o tem, da je diabetes, sladkorna bolezen in drugi najpogostejši vzrok okvare ledvic. Vedeti moramo, da debelost danes je spet dodan dejavnik tveganja za ledvično bolezen. In potem imamo še občasne ledvične kamne, ker če jih ne resno vzamemo, nam lahko pripeljejo zgodbo tudi do ledvične bolezni. K razvoju ledvičnih bolezni so bolj nagnjeni posamezniki, katerih starši so imeli podobne težave. Zaradi tega je ključno, da redno obiskujemo zdravnika in opravljamo potrebne preglede. Pomembno je, da vsaj enkrat na leto gremo k zdravniku ali pridemo k nam na kliniko po današnji dan in si dovolimo pomeriti tlak, pogledati sladkor v krvi in oddati urin, in s temi parametri mi potem to vestno pregledamo in vas obvestimo, ali ste morda potrebni še kakšne natančnejše obravnave in seveda potem morebitnega zdravljenja, ki bo preprečilo hitrejše pešanje ledvične funkcije, kot bi to bilo z naravnim staranjem. Svetovni dan ledvic tako vsako leto znova opozarja, da lahko z zgodnjim odkrivanjem in preventivo pomembno prispevamo k boljšemu zdravju in kakovosti življenja. Izjemno veliko družin se je zbralo v Račah ob potoku. Otroci so z veseljem držali v rokah ladjice, ki so jih naredili v vrtcu ali doma. In še z večjim veseljem so jih kot gregorčke spustili v potok. Iz telesporja, iz posode, jajčnika, stulcev, pa iz palčke. In tudi svečke imaš, tako da bojo tudi lepo svetilo, ne? Pa kartona. To je ladjica, pa gremo dan spuščati. Zdaj na Gregorjevo, ne? Kje pa boste spustili po potoku? Tukaj. Jaz imam ograjo, svečke in za neki pastir, da ne napotone. Zakaj pa danes vi spuščate ladjice? Ker bo jutri Gregorjevo. Kaj pa to pomeni Gregorjevo? Da se ptički ženijo. Potem je tak običaj, da spušča, ne? Ja. Različne stvari. Zakaj si pa ti to naredila? Ker je jutri Gregorjevo. In ti je všeč takole, da ste se zbrali vsi skupaj? Ja. Četrto leto zapored je planinsko društvo Fram organiziralo spuščanje gregorčkov. Nekako smo prebrali, da je bila to stara navada, stara šega, če tako rečemo, predvsem na Gorenjskem. Se pravi, ko so obrtniki lahko ugasnili luč, ker se je dan začel daljšati. Hkrati pravijo, da je to tudi dan, ko se ženijo ptički, tako da ni problema, ne? Skratka, združeno več stvari skupaj in veselje za otroke predvsem. Zadovoljni pa so bili tudi starši, dedki in babice otrok, saj so izkoristili večer za ohranjanje običaja, hkrati pa za sproščeno druženje in zabavo. Super je to, ja, tradicija. To je res lepo, ja. Ste mogoče tudi v mladih letih? Ja, to pri nas še ni bilo. Ne, to še ni bilo takrat. To zdaj je to uveljavljeno, ne. Tako da je super je to, ja. Poznate pa Gregorjevo? Ja, normalno, ja. Mislim, ogromno ljudi je, da je res lepo, ja. Ponekod so se tudi doma pogovorili o tem starem slovenskem prazniku. Mi bolj na kratko, ptički se ženijo, tak nekako smo obrazložili. V bistvu so pa bile pri nas, mi imamo fantka in seveda ladjice bojo tekmovale in to je bilo glavno. In nenazadnje je tako, kot je rekel Bobovnik. Gregorjevo ni samo čas, ko se ptički ženijo in čas, ko se spušča ladjice, ampak veliko več. Še en taki pomladen dan, se pravi, da se mogoče zaveš, da se je začela pomlad, da je začelo cveteti, da je topleje in to je to. In kaj to pomeni otrokom? Veselje, da so sami nekaj ustvarili, se družili in da so lahko ponosno gledali, kako njihova ladjica pluje.
V občini Hoče - Slivnica so bogatejši za 100 medovitih srebrnolistnih lip, ki jih prav v teh dneh pridno sadijo na več lokacijah. Želeli smo več dreves, ampak dobili smo jih 100 maksimalno število lip, ki je nekak simbol slovenstva, pa tudi vsi čebelari imajo radi lipo, akacijo, divjo češnjo, hortenzijo podobno, tako da smo potem določili enostranski drevored, torej od Slivnice proti Hočam. Za letos smo naredili ta del, bomo v prihodnosti poskusili povezati, seveda moramo še tam doseči dogovore z lastniki zemljišč. Tako so v prejšnjem tednu zasadili drevored, nato pa še posadili 12 lip na bližnjem parkirišču. Tu novo nastalo parkirišče smo želeli opraviti zasaditev, da dejansko bo to čez nekaj let tudi lepo senčno območje, glede na, tako sem že rekla, vremenske in vse te razmere. Sadike pa bodo dobile tudi vse krajevne skupnosti te občine. Mi smo, ko smo pridobili vse te sadike, vsem predstavnikom krajevnih skupnosti jih s tem projektom seznanili in jim tudi omogočili sodelovanje na tak način, da tudi sami lahko predlagajo ustrezne lokacije. Na parkirišču sta sadili ekipi občinske uprave in režijskega obrata. Namen zasaditve pa je naravi, ljudem in čebelam prijazen. Aktivni pristop k lepšemu okolju, tudi prijaznemu čebelam, zato medovite rastline. Pač dejstvo je, da moramo tudi skrbeti, da se ti opraševalci še naprej razmnožujejo in ohranjajo naše okolje takšno, kot je. 2 lipi so ta teden posadili tudi ob osnovni šoli Franca Lešnika Vuka v Slivnici. Gre tudi za vzgojno-izobraževalni moment, poleg tega bodo te lipe nekoč zrasle, nudile bodo senco, neko učilnico na prostem in prostor druženja. V šolskem okolišu je že zdaj veliko drugih dreves in drugih rastlin, šolske grede. Učenci imajo zmeraj neke obveznosti, tako po oddelkih, razredih, tako da gotovo bomo našli tudi za ti 2 lipe neke odgovornosti, ki so tudi zelo pomembne za njihov razvoj. 2 lipi sta našli prostor ob spominskih obeležjih pesnikov Petofija in Prešerna. Dva sta velika pesnika, tako Petofi na Madžarskem kot Prešern tu, s tem, da je imel Petofi pač eno smolo, bil je takrat proti vladajočim precej pesmi napisanih, so ga poklicali 22 let starega v vojsko. Odkoder se ni vrnil. Obe lipi pa bosta zdaj zrasli ob spomenikih pesnikov in delali senco. Še več lip pa bo, kot rečeno, raslo po vseh krajevnih skupnostih občine Hoče - Slivnica. V nadaljevanju pa nadaljujemo s pregledom pomembnih zgodb iz naše okolice. Na okrogli mizi o prenovi Slomškovega trga so zazveneli tudi očitki, da Mestna občina Maribor pred načrtovanimi spremembami ni izvedla širše javne razprave. Na Medicinski fakulteti v Mariboru je študente obiskal humanoidni robot, ki je pritegnil veliko zanimanja in podprl razmislek o prihodnosti tehnologije v izobraževanju. No, v galeriji Kreativnega centra Breg pa so odprli razstavo slikarja Andreja Božiča, ki se s svojimi deli nagovarja ljubitelje sodobne umetnosti. Spoznali pa boste tudi zgodbo posameznice, ki je sledila svojemu srcu in se preselila v Tanzanijo. No, v Cirkolanah pa so odprli oziroma odkrili doprsni kip v spomin na pokojnega župnika Emila Dreva, ki je pomembno zaznamoval lokalno skupnost. Lista kolesarjev in pešcev je organizirala okroglo mizo o prenovi Slomškovega trga potem, ko so mestni svetniki zahtevali, da se točke o prenovi trga na seji ne obravnava, saj do zdaj še ni bilo javne razprave. Da je ni bilo, je več občanov na okrogli mizi očitalo podžupanu in občinskemu urbanistu, a ta je rekel, da je želel študijo predstaviti kar na okrogli mizi. Jaz sem vprašal, če lahko pripravimo predstavitev in rečemo ne, danes ne. Tako da, jaz bi vam drugače predstavil, ko imam že po ključek. Josip Roter se z njim ni strinjal, saj bi za to morala poskrbeti Mestna občina Maribor, ne pa lista kolesarjev in pešcev. Če občina ni naredila javne predstavitve prej, je to njen problem. Nam se zdi, da smo čisto korektno izvedli cel dogodek in da smo... imamo pravico enostavno vedeti. Javnost se je odzvala, zelo dobro obiskana debata je bila in
Zdaj pa čakamo na občino, da ona še organizira javna posvetovanja, predstavitve in tako dalje. Podžupan pa v tem, da so najprej hoteli imeti potrditev mestnega sveta. Mi smo rabili DIP, se pravi DIIP, to je en projekt identifikacije, ki omogoča, mestni svetniki ga morajo potrditi, včasih to ni bilo tako, ampak tega morajo, zdaj v tem sklicu pač ga morajo potrjevati tega. In je dejstvo, da potrditev tega nam omogoča prihodnje kakršnokoli aplikacijo za kakršnekoli razpise, ki bi nam omogočili neko sofinanciranje. Tjaša Gojkovič se ne strinja s podžupanom in pravi, da so imeli več let časa, da bi organizirali javno razpravo. Dopolnitve tega projekta smo imeli v letu 2020. Takrat smo plačali 500 000, torej je imela mestna uprava več kot 5 let časa, da bi ta projekt predstavila. Pa ta projekt dejansko ni bil predstavljen. Šele takrat, ko smo ga dobili na seji mestnega sveta v razpravo, smo se začeli o tem sploh javno pogovarjati. Tako da očitki dejansko, da smo karkoli prehiteli, ne držijo. Enaka zgodba je bila pri obnovi Gregorčičeve ulice. Popolnoma identična, kjer se je morala mestna četrt center angažirati. Delali smo javne razprave takrat zato, da smo obveščali javnost, stanovalce, uporabnike. Tako da to je izmišljotina. Petra Očkarel prav tako poudarja, da bi morale biti vse javnosti, od strokovne do samih uporabnikov trga, seznanjene s projektom že v prvih fazah. Progresivna, napredna praksa mest je, da se vsekakor v vseh korakih, predvsem že v res zgodnjih fazah, v začetnih korakih, ko se pripravlja ideja, tudi če ne gre za nov trg, kot je bilo rečeno, ampak za prenovo, da se res vključuje javnost. Nenazadnje ljudje so tisti, ki bodo ta trg uporabljali v naslednjih letih po prenovi in seveda je pomembno, da slišimo, kaj si želijo. Smiselno je seveda, oziroma nujno je vključiti oziroma upoštevati strokovno mnenje, ampak vključevanje javnosti je ključno, ker so pač uporabniki pomembni. S tem se je strinjal tudi krajinski urbanist Robert Gostinčar, so pa občani opozorili, da naj bi po načrtih na trgu odstranili kar 29 dreves, a tudi na to ni bilo jasnih odgovorov. O tem in tudi o tem, kaj menijo ljudje in stroka o ukinjanju parkirnih mest, pa bomo še poročali. Najnaprednejši humanoidni robot na svetu je obiskal Maribor, kjer so ga lahko od blizu spoznali študenti ekonomske poslovne fakultete. Pred 3 leti smo tale dogodek zagnali, celotedenski, ki ga imenujemo LPF Future Forge. To pomeni, želimo skozi celotedensko dogajanje govoriti o prihodnosti, sooblikovati prihodnost. Roboti so že med nami in kmalu bodo med nami še pogosteje ter v vse večjem številu. In zelo pomembno je za naše študente, da o tem se najprej seznanijo, o tem razmišljajo. Namreč za stvari, ki jih ne poznaš, ne veš, v glavnem imamo do njih strahove. Strahove lahko na nek način znižamo in pa predvsem se pripravimo za tisto, kar nas je strah, če to začnemo spoznavati. Humanoidni roboti niso le tehnološki izziv, temveč tudi družbeni in ekonomski. Naš namen danes je bil ravno ta, da za študenti in za širšim okoljem začnemo govoriti intenzivneje o tem, da roboti so postajajo del naših življenj, naše prihodnosti. Robot ni samo stvar tehnike, tehnologije, pač pa bo v veliki meri stvar družbe, stvar sociološkega sprejemanja, družboslovnega sprejemanja. Jutri bodo spreminjali poslovne procese, jutri bomo organizacijo poslovanja podjetij gradili okrog robotov, ne samo okrog ljudi, in to so seveda pomembni razlogi, zakaj je treba o tem začeti čim prej se tudi na fakultetah pogovarjati. Okvirna cena robota je okoli 120 000 evrov, k temu pa je treba prišteti še stroške integracije. Njegova prednost je predvsem v tem, da omogoča neprekinjeno delovanje. Kalkulacija pa hitro pokaže, da glede na to, da robot dela 24/7, kot se reče, kar pomeni ne samo 5 dni v tednu po 8 ur, pač pa 7 dni po 24 ur. To pomeni, da govorimo o 4 delovnih mestih in vemo, da ljudje ne delamo na 90 ali pa na 100% konstantno, pač pa imamo nihanja, ki jih pa robot nima. To pomeni, da robot eden ne zamenjuje 4,nekaj človeka, ampak z upoštevanjem teh izgub pri posamezniku zamenjuje 5 do 6, če ne več delovnih mest. Predstavili so najnovejši model, ki je med študenti zbudil veliko zanimanja. Tale model, ki ga imamo, je humanoidni robot proizvajalca Uptech Walker S2. Robot, ki je najbolj napreden ta trenutek na svetu, samo zaradi ene lastnosti, ki se sam zamenja baterijo.
po drugi strani pa lahko nese z skrčnimi rokami tudi do 30 kg, izklenjene roke 15. In če ga spravimo v pametno tovarno, kjer se AI agenti z humanoidnimi roboti in ostalo pametno opremo pogovarjajo med seboj, pomeni, da določen del odločitve predstavljamo in prelagamo na platformo podjetja. In zaradi tega človek ni več nujno potreben, da se nekaj zoptimizira, ker umetna inteligenca to naredi hitreje in boljše. Pomeni, da povečujemo konkurenčnost, povečujemo varnost in pa človeka, ki je zelo ključen v tem procesu, lahko damo na bolj umsko in bolj zahtevna opravila glede na samo vodenje in procesiranje in manj na fizična opravila. Takšen robot je najbolj zanimiv za podjetja, kjer je več tisoč zaposlenih. Ker je masa tako velika, da primanjkuje stalno za določeni specifični poklici, da se človeka raje da na bolj umsko delo, manj naporno fizično. Določena fizična pravila, kot so prelaganje škatel, sortiranje izdelkov ali kot inšpekcije, da dejansko detektiramo določene nepravilnosti v sami proizvodni hali, kot so puščanje cevovoda, pregrevanje določene opreme, lahko preprečimo s takšno opremo in to vse skupaj shranjujemo na lokalni server. Humanoidni roboti niso več oddaljena vizija, temveč tehnologija, ki bo pomembno vplivala na industrijo in družbo. Sodelovanje med univerzami, podjetji in raziskovalnimi institucijami je zato ključno za prihodnjo konkurenčnost Slovenije. V Majšperku v galeriji kreativnega centra Breg so na ogled postavili razstavo slikarja Andreja Božiča, ki razkriva njegov edinstven umetniški izraz. Posebna, ker je drugačna, ker je tudi on umetnik, ki je v bistvu sam zrastel gor, to se pravi, nima neke formalne izobrazbe v tej smeri in da pač nekdo, ki to počne ljubiteljsko, uspe svojo umetniško pot tako daleč pripeljati, zagotovo velik dosežek. Slike avtorja so si na prvi pogled zelo podobne, a vsaka skriva svojo edinstveno razliko. Ravno v tem, kjer se ukvarja z neko iluzijo prostora, ki ga v bistvu na nek način pelje v globino in nasproti nam, to se pravi, da dela večino slik v parih, kjer imamo v bistvu svetlo točko in na drugi strani temno točko, to se pravi ugašanje svetlobe in na drugi strani seveda, kako svetlova prihaja. Umetnik vedno gradi sliko na sliko, pri tem pa se veliko dogaja za ekranom izven pogleda obiskovalcev. Večina slik je narejena tako, da je ta točka osrediščena, v katero potem seveda prihaja svetloba ali pa v bistvu odhaja v neko globino, v neko temo. Slike so kvadratne in ponazarjajo svetlobo, ob njihovem ogledu pa vsak obiskovalec doživlja različne občutke. Brez svetlobe ni življenja, ne? Čisto preprosto, neki optimizem. Kvadrat je pa samo izbira oblike, nič več. Razstava je obsežna, njena prva dela pa segajo že daleč nazaj. Takimi 20 leti sem naslikal ene sprehode v akvarelu, zato ker moje slikanje je nenehno raziskovanje. In takrat sem se lotil akvarelo na en drugačen način, ne poetičen, ampak vnašal sem grafizme, sliko v sliki. Takšna razstava prinaša kraju dodano vrednost in bogati kulturno ponudbo za obiskovalce. Je kultura nekaj, kar nas bogati notranje, da ni vse zreducirano na beton pa na asfalt, ampak da imamo tudi nekaj, kar v nas gradi neke občutke. Obiskovalci so z zanimanjem občudovali razstavljena dela umetnika. Moram reči, z ozirom na tudi zanimanje in nenazadnje obisk na tej otvoritvi, smo vsekakor izjemno veseli, da imamo danes toliko obiskovalcev, ki so prišli v naš kreativni center, ki konkretno ta galerija pravzaprav obeležuje zdaj ali pa vstopa v 3. leto svojega delovanja. Gre za moderen galerijski prostor, ki obiskovalcem omogoča vpogled v različne umetniške izraze. Vedno znova ugotavljajo predvsem obiskovalci,
poseben, ima ali pa dobiva eno svojevrstno energijo in v bistvu s tem tudi nadaljujemo, zato da čim bolj osvetlimo ta prostor. Razstava ostaja odprta še vse do 9. maja, obisk pa je brezplačen. S Špelo Vehar, Slovenko, ki je sledila srcu in se z sinom preselila v Tanzanijo, smo govorili o njenem novem življenju in pogumu za spremembo. Sledenje srcu, sledenje notranjim impulzom. Vse sem to že prej počela, ampak se mi zdi, da okoli 30. leta sem začela bolj čutiti sebe in tudi slediti sebi, in Afrika je bila ena od teh odločitev. Ko sem jaz prišla sem, tako sem se začela počutiti živo. V Afriki se je zaljubila, zanosila. Čeprav je rodila v Sloveniji, se je odločila, da se vrne nazaj. Všeč mi je bilo to, koliko se ne komplicira v smislu, da nimajo nobene neke posebne opreme za otroke. Ker jaz sem skozi imela ta feeling, otrok predvsem rab toplino, ljubezen, pozornost, a ne pa vozička za jurja 500 evrov. Obožuje tudi zelenje, drevesa, rastline in tudi tu se je zgodilo nekaj posebnega. Jaz, ko sem njega vozila že v vozičku Leota, vedno je jokal, če ni videl nad sabo dreves ali pa če so bile sem stavbe. Čim sva prišla do nekje, da je lahko gledal krošnje, se je on pomiril. Danes deluje kot prehranska svetovalka, a ne to, še veliko več. Primarni vzrok tega, da se ljudje prenajedamo, ampak tudi tega, da zbolevamo, je pa to, da v bistvu imamo nepredelane travme iz otroštva, ki nas v kasnejšem življenju, bom rekla, ciklajo v to, da se ne avtentično izražamo, da zanikamo določena čustva, ki v otroštvu niso bila tolerirana, sprejemljiva, in eno od teh ključnih čustev je jeza. Večina ljudi hodi po svetu z ogromno jeze. Celotni zgodbi lahko prisluhnete na lokalec.si za vihek oddaje Moja zgodba. V spomin na župnika Emila Drev, ki je pol stoletja služboval v tamkajšnji župniji v Cirkulanah, so pripravili slovesnost in sveto mašo. Krajani in župnija ga še vedno spoštujejo in ohranjajo v lepem spominu. Ves čas, odkar je bil iz župnije odsoten, potem ko je zbolel po epidemiji korona in se potem preselil tudi v dom ostarelih duhovnikov v Celju, v dom svetega Jožefa. Pa vedno je spomin ostal živ. Ob tej priložnosti so pred cerkvijo odkrili tudi doprsni kip, s katerim so se mu simbolično zahvalili za njegovo delo. Današnji blagoslov tega doprsnega kipa ni blagoslov samo tega umetniškega dela, pač pa je to tudi blagoslov spomina na gospoda Emila. Pobudo za postavitev doprsnega kipa je dal Franjo Tolič. Gospod Emil Župnik je bil velik človek in mislim, da je prav, da ta, bom rekel, spomenik ali pa pomnik stoji tukaj v tem kraju, da ko gremo mimo, se ga večkrat spomnimo in poskušamo živeti po njegovem zgledu. Bil je dober in srčen človek, zato si je takšen spomenik nedvomno zaslužil, ki bo ohranjal spomin nanj. Kdor je gospoda Emila poznal, praktično ne more mimo njegove dobrote, njegove pravičnosti, njegove svetosti, torej vere, nasploh njegovega umirjenega življenja. Blagoslov doprsnega kipa ni bil le blagoslov umetniškega dela, temveč predvsem poklon in blagoslov spomina na človeka, ki je pustil globok in neizbrisen pečat v kraju. Ta kip je gotovo ena spodbuda, da bi ohranjali vse tisto, kar so nam naši predniki izročili. Ne samo v materialnem smislu, pač pa tudi v smislu duhovnega življenja. V smislu tudi poštenosti, dobrote, medsebojnega spoštovanja in ljubezni. Kot je povedala županja občine Cirkulane, je rad skrbel za druge in je lahko vsakemu vzor. V bistvu je eden izmed tistih ljudi, ki je 50 let krojil in soustvarjal tudi skupnost, ki je obnovil vse sakralne spomenike. Mi imamo v občini Cirkulane farno cerkev Svete Barbare
in potem cerkev Svete Katarine, Svete Ane in Svete Elizabete in moram reči, da so bile vse cerkve v zelo slabem stanju, ko je prišel in je takrat tudi usmeril vse moči, da so te cerkve danes obnovljene. V času njegovega službovanja se je v občini zgodil velik napredek pri obnovi cerkva. So med nami izjemni ljudje, ki so skromni, ki, kolikor jih poznam, bi rekli, da tega ne potrebujejo, ki so srčni in ki so svoje življenje dali skupnosti. Doprsni kip ni le umetniško delo, temveč trajen simbol hvaležnosti človeku, ki je zaznamoval življenje župnije in kraja Cirkulane. Tako smo v zadnjem delu oddaje Pregled tedna in tako prinašamo še nekaj odmevnih in raznolikih zgodb iz regije. V Mariboru so potekale hišne preiskave povezane z županom Sašo Arsenovičem. Na mednarodni konferenci Za človeka gre je potekalo tudi plenarno zasedanje, kjer so razpravljali o pomembnih družbenih vprašanjih. Na Muti so ob dnevu žena pripravili koncert z Markom Vozlem, ki je navdušil občinstvo. V sklopu dneva Arnolda Tovornika pa so predstavili tudi film Arnold, posvečen življenju in delu tega pomembnega umetnika. V Poljčanah pa so pridobili novo gugalnico prilagojeno gibalno oviranim osebam, kar pomeni pomemben korak k večji dostopnosti za vse. Marprom pa je napovedal načrte za prijaznejšo in bolj transparentno vožnjo za avtobusi na električni pogon. V Majšperku pa so podpisali pogodbo za izgradnjo novega centra za zdravje, ki bo pomembno prispevala k razvoju zdravstvene oskrbe v kraju. V četrtek zjutraj so mariborskemu županu odvzeli prostost v času trajanja hišnih preiskav. Župan je danes stopil pred medije. Moja vest je čista in nisem storil ničesar nezakonitega. Dejal je, da so mu zasegli določene elektronske naprave in dokumentacijo, ter dodal, da mu preiskovalci niso zasegli gotovine ali drugih dokumentov. Preiskava je skupek večjih neresničnih sumov, ki so pod 1. Projekt stanovanjske gradnje na Stonencih in SH Global. Očita nam, da sem pogojeval sprejetje prostorskega načrta OPN s plačilom nagrade. To odločno zavračam. Prodaja zemljišč v razvanju za Bauhausom podjetju Ferroterm. Preiskava problematizira nakazila podjetja Ferroterm tretjim osebam in športnim društvom, pri čemer pa poudarjam. Občina je zemljišča prodala na transparentni javni dražbi na podlagi izkazanega interesa in cenitev. Ravno zemljišče na Studencih, znano kot Pekrski Puljski, naj bi bilo osredje preiskave. Po neuradnih informacijah naj bi župan pritiskal, da prodajalec in kupec plačata domnevne donacije v zameno za sprejetje OPN. Očitkov je sicer še več. Na generalni policijski upravi so včeraj za medije pojasnili, citiram, preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada na podlagi obsežnega in strokovno zahtevnega predkazenskega postopka, ki se je pričel v letu 2025, danes v pomoči kriminalistov iz sektorja kriminalistične policije policijskih uprav Ljubljane in Maribora izvajajo zaključno akcijo v zvezi s sumi kaznivih dejanj z področja gospodarske kriminalitete in korupcije. Konec citata. Za odzive smo zaprosili mestne svetnike. Bi rekel to, kar smo ves čas opozarjali, na nek način potrdilo. In zdaj je čas, da organi, ki so za to pristojni, to prav zares preiščajo. Jaz osebno menim, da tako velike akcije in tako velike racije na koncu koncev ne bi bilo, če ne bi bili za to res utemeljeni sumi. Župana so pozvali, da nemudoma odstopi in predlagali, da občino začasno vodi eden izmed 3 podžupanov. Nekatere to ni presenetilo, saj na sporne prakse opozarjajo dlje časa. Vidite, da nenehno opozarjam na čudne prakse, bodi si pri javnih razpisih, bodi si pri določenih postopkih, prodaje nepremičnega premoženja, naprimer iz tega vidika pa seveda sem tudi jaz osebno zelo začudena, ne glede na to, kar bodo pač policaji in pa vsa ta, strokovna javnost ugotovila, da se sploh kaj takšnega lahko dogaja, ko dobimo mi na mestni svet neka gradiva, ki so vsaj najmanj čudna. Spet drugi so mnenja, da gre za preusmerjanje pozornosti. Ker je skoraj prav smešno, ker 3 dni nazaj, pa zdaj skozi poslušamo o prisluhih, ki so bili, glede koruptivnosti, ki je ogromna in zastrašujoča, zgleda, da nam je nekdo dobesedno ukradel državo, demokracije trenutno ni, pravne države trenutno ni, tak imamo občutek. In zdaj ravno v tem danem trenutku se še pa zgodi to za našim županom. Arsenovič je poudaril, da odstopiti ne misli. Vse očitke in sume,
ki se mi pripisuje, odločno zavračam. Svojo nedolžnost bom z dejstvi zagovarjal v vsakem postopku, če bo do njega sploh prišlo. O odstopu ne razmišljam, saj za to ni nobene podlage. Več si lahko preberete na lokalec.si. Na mednarodni konferenci Univerze Alma Mater Europeja Za človeka gre in tudi na panelu, ki so ga ob tem pripravili, so izpostavili, da je treba bolj aktivno poskrbeti za mir v svetu. Vedno je pomemben mir, ker če želimo ta planet ohraniti, potem vojne ne sme biti, kar si je ne moremo več privoščiti. Tehnologije so prenevarne, še bolj nevarne so od jedrskih. Umetna inteligenca lahko v eni uri ustavi vsa električna omrežja po svetu in zato je res potrebno narediti obratno in zato tukaj govorimo o mirovni ofenzivi. Se pravi, ne samo, da preprečujemo vojno, ampak da naredimo vse, kar je možno, da bi se vzpostavil mir ne samo po svetu med državami, ampak tudi med ljudmi in v naši notranjosti, kjer pa je vedno izvir miru. Sedanjo varnostno situacijo v svetu in kako lahko umetna inteligenca vpliva na mir v svetu, je komentiral Jonathan Grenoff, predsednik Globalnega varnostnega inštituta in član Svetovne akademije umetnosti in znanosti. I'm more interested in real intelligence and not artificial intelligence. Real intelligence comes from the human conscience. And to the extent that our leaders apply conscience to the actions, we bring security into action. What does conscience tell us? Conscience is always in accord with the golden rule. If countries treat other countries as they want to be treated, we'll have peace. When the golden rule is violated amongst countries, then we have insecurity leading to chaos, leading to conflict. So the same principles that apply to security in our households, in our towns, no matter whether it's large or small, apply universally. So the world right now is in a period of turmoil. Raziskovalka mirovnih procesov pa je izpostavila, da je treba v prizadevanja za mir vključiti vse. Here now for world peace, the most important thing is that people engage, that people understand that they are the contribution and that we look into what, for example, social media contribute negatively and positively, use the spaces, that young people use spaces where they can define peace, because peace means different things to different people. It's a lot about how can we live together in differences, and that is in war-torn societies the same as in European society. Ob tem pa je še poudarila, da je panel in tudi sama mednarodna konferenca pomembna za mlade. Te je po njenem treba vključiti pri prizadevanjih za mir, ne samo kot poslušalce, ampak tudi kot aktivne sodelujoče. Občina Muta je ob dnevu žena pripravila koncert, s katerim se je poklonila ženskam in jim omogočila večer poln glasbe in veselja. Med obiskovalkami smo povprašali, kaj jim pomeni ta dan. V bistvu je en ful poseben dan za vse nas ženske, ker nas lepo izpostavi, nam ful veliko pomeni, da se posebno počutimo na tisti dan. To je nek poseben praznik, ki je namenjen v bistvu ženam, dekletom in se mi zdi, da gre iz generacije v generacijo in da tudi kot mlajše generacije začnejo v bistvu ceniti, spoštovati ta praznik, saj prvo je recimo mama, ne, potem babica in se to v bistvu stopnjuje. Teda mislim, da tudi moški, predvsem moški, morajo tudi ceniti delo ženska, koliko v bistvu žene naredijo. Gre za že tradicionalni koncert, ki vsako leto razveseli predvsem predstavnice nežnejšega spola. Podarjamo ob obeh praznikih, tako o dnevu žena in pa materinskem dnevu, vsako leto eno skromno prireditev in povabimo naše žene, mame, babice, da pridejo, malo se sprostijo in seveda uživajo v dobri glasbi. Prireditev je povezovala Zoja Repnik, ki je občinstvo skozi večer glasbe in prazničnega vzdušja popeljala z energijo in šarmom. Mi je zelo všeč, predvsem ker da je res posvečeno ženskam, mamicam, ženam, dekletom. Mi je všeč tudi, da so različne generacije, od najmlajših do najstarejših, da je tak poseben dan, da se odbeleži za
nežnejši spol. Obiskovalce sta z čudovitimi glasbenimi nastopi razveselila Marko Vozelj in mladinski pevski zbor osnovne šole Muta. Županja je izrazila, da ji dan žena veliko pomeni in zakaj ga je vredno obeležiti. Pomeni zelo veliko, že iz samih spominov v samem otroštvu, ko smo ta praznik zelo močno nekako otroci praznovali, s tem, da smo poklonili svoje lepe želje svojim mamam. V bistvu je pa ta praznik zelo širšega, veliko bolj širšega pomena, pomeni v bistvu pravico vseh žensk na tem svetu, za tiste osnovne pravice, za katere so se pred več kot stoletjem, desetletji borile, da lahko obstajajo, da lahko so v družbi sprejete in pa seveda enakopravne. Vsem predstavnicam nežnejšega spola je poslala posebno sporočilo in jim zaželela, da po končanem večeru domov odidejo z nasmehom, lepimi spomini in občutki. Ženska sama po sebi je ena velika ljubezen in po današnjem večeru si želim, da bodo ženske seboj odnesle veliko lepega, nasmejane obraze in vse to pozitivno energijo, ki bojo tukaj začutile danes, prenesejo tudi domov. Takšne prireditve, kot je koncert ob dnevu žena, pa tudi vse druge prireditve skozi leto so v občini Muta zelo pomembne, saj združujejo občane in občanke. Moram povedati in zelo pohvaliti njihov obisk, ne glede na katera vrsta prireditve je, se dobro odzovejo in tako tudi nekako posredno sodelujejo v lokalni skupnosti in potrjujejo naše delo, ki ga opravljamo. Koncert ob dnevu žena na Muti ni bil le glasbeni večer, bil je iskren poklon ženskam. Dvorana Kainhofer je bila napolnjena s toplino, nasmehi in aplavzom, ki je segel vse do srca nastopajočih. V hramu kulture v občini Selnica ob Dravi so potekali že 11. tradicionalni dnevi Arnolda Tovornika. Letos pa so še posebej svečani, kajti obeležujemo 110-letnico rojstva tega našega občana, torej, ki je bil tukaj rojen in pa torej seveda zelo priznan igralec in znan po vsej Sloveniji. Ob njegovi obletnici rojstva so premierno predstavili dokumentarec Arnold, ki je privabil številne gledalce. Odlično sestavljeno, bom rekel, celi kolaž, njegov življenjepis krasna zadeva. Mislim, da se je gospod Končar dobro potrudil, tudi vsi nastopajoči. Ja, odlična stvar. Mislim, da je bilo to eno veliko delo, ta material zbrati in dinamika je bila zelo prijetna, ker so se menjavali posnetki in intervjuji. In meni se zdi to en zelo dober prijem. Film prikazuje njegovo življenje in delo, ki bo ostal kot spomin še na prihodnje generacije. Pomembno pa je, da seveda o takih ljudeh in o veličini teh ljudi naredimo nekaj, kar bo ostalo zapisano, ker jutri, pojutrišnje, mogoče čez nekaj let več teh spominov teh ljudi ne bo več, zdaj pa so ostali. Arnold je z svojim talentom, toplino in izjemnim občutkom za komedijo postal eden najbolj prepoznavnih obrazov v gledališču. Zagotovo ljudski umetniški duši, ki je na nek način seveda nedaleč od tod stran rojena in je v Selnici pustila neizbrisen pečat. Odlikovala ga je izjemna igralska nadarjenost in pristna povezanost z občinstvom. Arnolda Tovornika sem kot mlada deklica slišala na feljtonu, torej spomnim se ga ravno ne, ampak spomnim se družinskih nedeljskih kosil, kjer smo torej poslušali feljton. To, da jo ohranjamo, torej ta spomina našega Arnolda Tovornika je seveda zelo pomembno, kajti za svojim humorjem, za svojim smehom je res znal poseči v srca soljudi. Ljudje so ga imeli radi in seveda se nasmejali in ta smeh želimo skozi dneve Arnolda Tovornika ohranjati tudi v Selnici ob Dravi. Režiser dokumentarnega filma Arnold poudarja, da je bilo režiranje projekta nekoliko specifično. Jaz niti ne imenujem dokumentarni film, ampak dokumentarni kolaž, ker je napaberkovano vse to, kar ste videli, to se pravi pričevanja teh ljudi podkrepljena ali pa plemenitena, žlahtnjena z realnimi odlomki iz realnih Arnoldovih stvari
In to je bolj za mene bilo raziskovalno, ljubo raziskovalno delo. Arnold je pomembno prispeval k kulturnemu in družbenemu življenju v občini Selnica ob Dravi. Kot županjam sem pa izredno ponosna, da je uspelo Hramu kulture posneti oziroma pripraviti in sproducirati film, ki bo spet nekako obudil njegov spomin, morda tudi za mlajše generacije, ki ga ne poznamo tako dobro, obuditi nekatere njegove like in da bo, verjamem, tudi ta film našel poti v številne domove, da se bodo še lahko ljudje spominjali, smejali in pa da bo spet en kamenček v tem zgodovini in pa mozaiku tega, kar si želimo, da bi torej ostalo tukaj. Film tako povezuje spomine, zgodbe in vtise tistih, ki so ga poznali, ter prikazuje igralca, ki je pustil neizbrisan pečat. V kraju ga cenijo ne le kot velikega umetnika, temveč tudi kot človeka, ki je za svojim talentom zaznamoval slovensko kulturo. Usta nasmejana do ušes, vzkliki veselja in sreča narisana na obrazih tistih, ki so prvi preskusili novo gugalnico za gibalno oviranje v športnem parku Poljčane, so pokazali, da so komaj čakali nanjo. Kot je povedala Tina Belec, ki je skupaj z županjo prerezala trak. To je res posebna otvoritev za otroke z gibalno oviranostjo, ki bo na daljši rok prinesla vse dobro in možnost za sproščeno druženje. Njena sestra Teja in deklica Lana pa sta še povedali, kaj jima taka gugalnica pomeni. Da nisem tako drinjeni v stran, ko ponavadi mogoče. Pa da smo vključeni bolj. Pa da se imamo fajn. Predvsem to je pomembno. Ja, te moraš bolj navaditi, kako potegniti, da se gugaš. Lana, povej ti meni, a si se razveselila danes, da si se lahko gugala? Ja. Kaj ti je bilo všeč, ha? Gugalnica? Ja. Ne? A boste še večkrat prišli sem? Ja. A se je kaj treslo ali pa kaj? Ne. Je bilo super, ne? Ja. In Tina je vse skupaj še posebej povzela s svojimi besedami. Z to pridobitvijo je bilo postavljeno, da je lažje vsem, ne glede na njihove zmožnosti, da imajo neko možnost za rekreacijo. Županja pa je poudarila, da je gugalnica pomembna za celotno skupnost. Ker s tem nekako sporočamo, da je športni park namenjen prav vsem, ne glede na njihove oviranosti. Pomembno je tudi, da se gibalno ovirane osebe lahko zadržujejo v parku skupaj z vsemi preostalimi in s tem nekako gradimo vključujočo skupnost za vse. Ob gugalnici so napisana tudi navodila, kako se jo uporablja. Lahko uporabljajo sami, če so dovolj močni v rokah, da se lahko gugajo, drugače pa v spremstvu staršev, prijateljev in je varna uporaba. Gugalnico so nabavili s proračunskimi sredstvi. Celotna namestitev, nabava gugalnice in pa podlaga, vse skupaj je ocenjeno nekje na okoli 15 000 evrov. In ob tem velikem veselju nasmejanih prvih otrok in mladostnikov upajo, da se nihče ne bo lotil gugalnice in jo uničil, vendarle je njen namen več kot dober, pravzaprav odličen. Marprom ima zdaj v svojem voznem parku 25 različnih vozil na električni pogon. Za njihovo uporabo smo v celoti ali delno elektrificirali že 5 mestnih avtobusnih linij, to so linije G5, G6, P7, P17 in P19. Posebej elektrificirane so tudi storitve za prevoz na klic z vozili Majster in Doktor Majster, ki predstavljata fleksibilno, potnikom prijazno in okoljsko odgovorno dopolnitev klasičnega mestnega potniškega prometa. Skupaj s Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo bodo preučili, kje vse bi lahko uvedli ločene vozne pasove za avtobuse. Tesno pa so na 2 mariborskih križiščih uvedli semaforje s prednostjo za avtobuse. 2 križišči od lani že tesno obratujeta, se pravi, to je Gorkega Moša Pijade in Preradovičeva Gorkega v navezavi z avtobusi, se pravi, sta povezani z avtobusi in ko avtobus prihaja, se avtomatsko semafor preklopi na zeleno luč. Testiranja, ki smo jih izvedli, so pokazala, da se
čas potovanja zaradi tega zmanjša poprečno 30 sekund na samem križišču z avtobusom, to je približno 1 minuto potem pri vsaki vožnji. S tem seveda tudi zagotavljamo večjo zanesljivost voznega reda in hitrejšo potovanje do samega mestnega jedra in tudi seveda nazaj. V naslednjih letih bodo nabavili še 21 vozil na električni pogon. Marca od nekje do maja dobimo prvo pošiljko 18-metrskih avtobusih, ki bodo vozili na G liniji 1, se pravi za Tezno. Bodo najprej vpeljani avtobusi 18-metrski po več kot 20 letih, tako ponovno tako imenovane harmonike sprejemamo v Mariboru. In naslednji avtobusi pa še letos pride še skupaj 10 12-metrskih avtobusov, 4 8-metrske, 2 6-metrska in 3 mini kombije v skupni vrednosti 10 milijonov 300 tisoč evrov. To pa ne bo edini vir sofinanciranja. Pravkar pa smo dobili informacijo tudi za dodatno sofinanciranje se strani Borzena, ki nam bo do leta 2028 sofinanciral 8 dodatnih avtobusov v velikostnega reda 4,5 milijona evrov. Na predstavitvi so še posebej izpostavili energetsko učinkovitost vožnje. Tekom tega projekta EMET smo v bistvu z zbranimi šoferji naredili tudi eno izobraževanje, večdnevno izobraževanje, pri čemer smo mi želeli jih nekako navaditi oziroma jih poučevati o tem, kako različna je ta vožnja električna, torej z električnim avtobusom in z dizel avtobusom. Namreč tu je čisto malo drugače namreč pri električni avtobus je tudi regenerativno zaviranje, to pomeni, da to energija, s katero mi zaviramo, lahko tudi mi prenesemo v baterije nazaj in s tem tudi izboljšamo ekonomičnost oziroma energetsko učinkovitost te vožnje. Sicer pa želijo z novo celostno prometno strategijo občine dobiti tudi konkurenčen javni prevoz, ki bi bil prijazen in hiter. Na Bregu v občini Majšperk se bodo v prihodnjih dneh lotili rušitve objektov, nato pa začeli gradnjo novega centra za zdravje, ki bo nadomestil sedanji zdravstveni dom. Leto 2 nazaj smo prišli do točke, ugotovili, da je pravzaprav do te mere ta objekt pa recimo dotrajan oziroma njega ni smiselno vlagati na način obnove in podobno in smo zato potem razmišljali o možnostih novogradnje nekje na bližnji lokaciji. Ideja se nekako povezuje tudi z potrebo po širitvi vrtca na bližnji lokaciji, namreč tudi tam imamo prostorsko stisko, trenutno naš vrtec deluje na 3 lokacijah in želja je vsekakor spraviti vrtec pod eno streho. Tako bodo najprej zgradili center za zdravje, nato pa širili vrtec in pred kratkim je župan podpisal pogodbo za izgradnjo centra za zdravje. Center zdravja bo v bistvu en nov objekt v neposredni bližini zdajšnjega zdravstvenega doma, ki bo prav tako imel v svojih vsebinah potrebno zdravstveno oskrbo v smislu tako družinske medicine, splošne medicine, zobozdravstvene oskrbe, zaenkrat v obeh primerih govorimo o 2 ambulantah in pa v celoti se tudi postavi na novo prostor za lekarno. In še dodatni prostori za morebitne, rečemo, druge vsebine oziroma druge dejavnosti na področju zdravstva. Pogodba je vredna približno 1 800 000 evrov skupaj z DDV. Računamo na sredstva ministrstva oziroma tukaj se sklicujemo na sklep vlade, ki je bil dokaj hitro po nastopu aktualne vlade takrat objavljen in sicer nam po tem sklepu pripada približno tam slabih 400 000 evrov. Vse, kar je pa preostalega, pa zaenkrat predvidimo iz našega, torej občinskega proračuna, pa vendar na tej točki jasno ne bomo zdaj zgolj ostali. Terminsko je projekt vezan do nekje aprila 2027, torej da se izgradi. V tem času pa se osebno zavzemam za to, da bomo skušali strani ministrstva pridobiti še več sredstev za ta projekt. Del objekta ob sedanjem zdravstvenem domu, kjer je pekarna in frizerski salon, bo ostal, drugi del bodo rušili, da naredijo prostor za novo gradnjo. Držali bomo se pogodbenega termina, moram reči, ni ravno dolg, bi rekel, pride kratek, ker do 2. leta, tako kot je omenil gospod župan,
sredi aprila je treba pridobiti tudi uporabno dovoljenje. Ne. Vemo pa, da ta postopek včasih traja mesec do mesec pa pol, ne, ker je to danes zelo obsežna zadeva. Priti, ko končaš objekt, je to, bom rekel, nekje 80%, tisto pa nam vzame precej časa, da naredimo vse te preglede, da dobimo vso dokumentacijo in potem, da naredimo uspešen tehnični pregled in pa uporabno dovoljenje. V času rušitve dela starega objekta bosta pekarna in frizerski salon lahko obratovala normalno. Najprej rušitev, potem pa zgradnja novega objekta. Zgradi se hitro, veste, iz opeke in pa iz betona. Ne. Potem pa bo na vrsti finalizacija tako zunanjosti kot notranjosti, kar bo moralo biti končano spomladi 2027. No, to je za danes v oddaji Pregled tedna vse. Želim vam lep konec tega tedna in nasvidenje.